Zdrava in nezdrava živila ne obstajajo. Obstajajo pa zdrave in nezdrave prehranske navade. Seveda se različna živila med seboj res razlikujejo po vsebnosti hranil, ki podpirajo naše zdravje, zato ločimo hranilno bogata živila in hranilno revna živila. A to ne pomeni, da se je potrebno hranilno revnim živilom, kot so sladki in slani prigrizki, popolnoma odpovedati. Ravno odpovedovanje tem živilom nas pripelje do tega, da so nam ta še bolj privlačna, kar le poveča verjetnost, da se bomo ravno s temi živili prenajedli, ko se restriktivne diete ne bomo mogli več držati. Iz tega razloga med nezdrave prehranske navade ne štejemo le prehrane, ki se stoji iz večinoma hranilno revnih živil, temveč tudi prehrano, za katero je značilno strogo nepotrebno odrekanje številnim živilom. Nobeno živilo namreč ni slabo za naše zdravje samo po sebi, saj je vpliv živila na zdravje odvisen od posameznikovih energijskih potreb, zdravstvenega stanja, kot tudi od tega, kako pogosto in v kakšni količini neko živilo uživa. Zato lahko uravnotežena prehrana vsebuje vsa živila in ne izključuje niti sladkih in slanih prigrizkov. Večino uravnotežene prehrane, okrog 80%, naj predstavljajo hranilno bogata živila, kot so zelenjava, sadje, polnozrnata žita in žitni izdelki, stročnice, semena, oreščki, manj mastni mlečni izdelki, pusto meso in ribe. Do nekje 20% naše prehrane pa lahko predstavljajo živila, ki jih uživamo zgolj zaradi dobrega okusa ali tradicije. S takšno prehrano bomo hkrati podprli svoje dolgoročno zdravje, dobro počutje kot tudi dober odnos do hrane. O dobrem odnosu do hrane govorimo, ko imamo sproščen odnos do vseh živil. Priljubljeni izrazi, kot so slaba vest, greh, občutek krivde in cheat day, niso odraz dobrega odnosa do hrane. Naj črno-bel pogled na hrano končno ostane v preteklosti. Cilj je, da znamo vsakodnevno zavestno izbirati hranilno bogata živila, ki podprejo naše zdravje, a lahko brez slabe vesti in prenajedanja v svojo prehrano v manjših količinah vključimo nam ljube sladke in slane prigrizke. To ravnovesje pa lahko dosežemo le z razumevanjem osnov uravnotežene prehrane ter ljubeznijo in spoštovanjem do svojega telesa. Da bo doseganje ravnovesja v prehrani lažje, imam za vas še nekaj nasvetov. Spoznajte se s sestavo uravnoteženih obrokov. V svoje obroke vključite sadje ali zelenjavo, vir beljakovin in vir polnozrnatih ogljikovih hidratov. Po takšnih obrokih bo sitost daljša, kar zmanjša hrepenenje po sladkih in slanih prigrizkih. Obrokov ne izpuščajte, ampak poskrbite za ravnotežen obrok nekje na 3 do 4 ure. Tako se boste izognili povečani lakoti v večernem času, ki pogosto vodi v visok vnos hranilno revnih živil ali celo v prenajedanje s prigrizki. Dovolite si uživati sladke in slane prigrizke, a jih uživajte po uravnoteženem obroku in ne namesto obroka, saj boste na ta način spontano zaužili manjšo količino prigrizkov. Vsi ti nasveti pomembno prispevajo k dobremu počutju in vzdrževanju oziroma doseganju zdrave telesne mase ter dobrega odnosa do hrane.